Tudi to mi je bilo pri muziki fascinantno, da sem bila prvič v življenju zadeta. In je rekla, bo vpisal glasbeno šolo in meni je naredilo klik. In sem potem začela igrati v bistvu prečno flavto, ker ni bilo v Divači violine, niso učili. Tako da prva ta izkušnja z glasbo je bila glasbena šola. In potem, ko sem prišla v Ljubljano, sem najprej prišla v stik z anarhisti in punkerji. Pol pa se mi je odprl nov svet. Sem šla v bistvu zaradi Butoplesa pogledati to, ampak me je muzika totalno šokirala. In potem sem slišala, da ima Sejžiro delavnico, tako da sem potem šla tja in potem se je v bistvu začelo z improvizacijo. Spontanost, ta adrenalin v bistvu, to je kot ena droga. Ja, to, da je improvizacija ful živa. Ko se ti prvič zgodijo ti magični momenti v improvizaciji, potem se mi zdi, da sam še to iščeš. S tem, ko igram z drugimi, tudi raziskuješ sebe, ne. Nisem vedela, kaj naj zdaj, a ne, igram z not. Se še spomnim, da sem se vprašala, če lahko po svoje igram, pa sem ugotovila, da ne morem. Pred leti, ko sem mogoče začela z improvizacijo, sem se omejevala, recimo, da lahko improviziram samo z zvoki, da pa ne smem uporabljati melodij ali pa ritmov. Ker je tako odprto, da ti to lahko zbudi neki strah, da ne veš, kaj bo. Ne moreš igrati svobodne improvizacije, če ti nisi svoboden kot človek. Ja, jaz sama se oviram. Pač moje mišljenje me ovira. Te blokade se mi zdijo frustrirajoče, no? Ki si jih sami ustvarjamo v bistvu. Lahko ti biješ bitke, pa potem ljudje komentirajo, da je bila pa muzika super, ne? Ampak je bilo tebi težko. Si imel hude procese znotraj tega, da si to spravil skupaj. Ali pa včasih je obratno, tebi se zdi dobro, pa naven pa ni dobro, ne? Kaj si vprašal? Včasih se ujameš na ta način, da je glasba lepa, včasih je čudna, bizarna, včasih je grozna. Ne, saj izkušnje so vedno. Tudi če je slaba improvizacija, ti mogoče to lahko tudi več da, kot če je dobra improvizacija, ne. Da nekako ne moreš spraviti ven tistega, kar bi rad slišal. In tudi ne moreš vzpostaviti stika s tem, s katerim igraš. Ma ne, saj to nima veze. Ampak če si dober glasbenik, se po mojem da, no. Ja, ne. Sploh ne znam govoriti.
To je bilo pred Širom in sva v bistvu vse ideje, vse kompozicije sva sestavljala na kalimbe. Potem pa, ko smo začeli s Širom, je ta ustvarjalni proces se prenesel en del, pa drugi del, pa potem ga spet povežemo z improvizacijo in to potem počasi naredimo iz tega kompozicijo. Ko je dovolj dobro, ko se nam zdi, da funkcionira. Je pa dosti obračanja vmes, pa pustimo dosti časa. Pa potem vidimo, če funkcionira, če naj spet vse spremenimo. No, in potem, ko je komad postavljen kot celota, ko se začne nastopati, ko se ga igra dosti, recimo par mesecev, se ga potem se spet odpre. Tako da imamo neko formo, kje se stvari spremenijo, kje so prehodi, kje zamenjamo inštrumente, ampak znotraj tega je pa potem zmeraj več improvizacije. Ja, glede strinjanja je pa kar problem. Recimo, dvema je nekaj super, tretji pa reče, meni pa to sploh ni všeč. Tako da potem, kaj pa zdaj? Težko je, ker bi rad nekaj ti po svoje naredil, pa ne moreš, ne? Ker se nekdo ne strinja. Tako da je potem skupaj pridemo do neke druge rešitve, ko je včasih nikoli sploh ne bi pomislili na to. In se nam zdi, da je lih to nekako pri Širom to, kar funkcionira potem, no? Ta nek skupni jezik. Pri Tijani mi je to zanimivo, da obe igrava violino in obe pojeva. Nastane več plasti. Ta v bistvu nek trans se vzpostavi. Recimo neka zvočna gmota funkcionira in traja dlje časa in te zaradi tega zadane.